V Zdravniški zbornici Slovenije ste odprli 10. jubilejno razstavo. Kako se je pravzaprav začelo? Čez noč. V meni je bilo stalno ena želja po risanju, ampak v času službe in to ni bilo časa. Ko sem se upokojila, se je pa začelo in je začel vreti iz mene vse ideje in želja po risanju. Za kakšno tehniko gre pri vaših delih? Akril, svarovski kamenčki, mešana tehnika v bistvu. A je v vašem delu zapaziti delo, ki ste ga upravljala pred upokojitvijo? Ne. Mogoče malo, ker sem pač se tudi s kozmetiko ukvarjala, da je mogoče ta estetika prisotna, pa barve, ne. Vi ste delali drugače, poleg kozmetike, tudi v zdravstvu, ne? 22 let, sestra medicinska. To pomeni, ste skozi imela z ljudmi upravka. In to pomeni, ste se srečavala z veliko vsebin, ne? Različnimi ljudmi, taki, drugačni, umetniki, vse sorte je bilo v tem poslu. In v tej obliki lahko izrazite, v tej umetnosti lahko izrazite tisto, kar prej ni bilo možno. Ja, ker ne toliko možno, ker ni bilo časa. Aha. Ker te slike ti vzamejo čas, moraš biti razpoložen, moraš imeti idejo. Če si pa utrujen, ker pač delaš z ljudmi, te tudi izčrpajo. Aha. In prideš domov in se ne spravaš na neko umetnost ali pa ustvarjalnost, ne. In kakšni so vaši občutki sedaj po 10 letih? Še zmeraj mešani. Vsi hvalijo, da kakšni napredki so, jaz pa vem, da se da še več. Aha. In verjetno se bo pri naslednji, čez kakšne par let, spet videl napredek, ker imam še veliko idej in veliko želje, da še ustvarjam. In kakšni so potem te načrti? Ja, odvisno. Največ dobim volje in to, ko me povabijo na kakšno razstavo, ker vem, da mora biti nekaj drugačnega, nekaj novega in takrat imam največ elana, ali kako bi človek rekel, in idej. Razstavljate tukaj v Zdravniški zbornici, verjetno ste razstavljali tudi še kje drugje? Ja, lansko leto že tukaj v Zdravniški zbornici in letos pa v Rogaški Slatini sem imela 2 razstavi, v hotelu Aleksandr pa v Kulturnem domu, pa razstavo sem imela v trgovini Rogaška na Mestnem trgu v Ljubljani. Vi imate tudi svojo prodajalno teh? Eno manjšo galerijo, ja. Aha. To pomeni, da se vaše dela lahko tudi kupijo v tej galeriji? Se lahko, samo tam, ker je galerija majhna, so pač določene slike noter, ker ni prostora za te velike, kar imam tukaj v zbornici. Je pa zmeraj možnost, da se pogleda katalog in tako da. In kje vas lahko najdejo? Ja, telefon, galerija IR1. Kje je to? Palmejeva 14, Ljubljana Palmejeva 14, to je pri VTC-ju, za VTC-jem, tem hotelom, oziroma pri Smeltu. Aha, to je blizu Smelta, a ne? Ja, Palmejeva ulica. Ok. Ja, hvala lepa za ta pogovor. Še to se pogovoriva oziroma povejte, do kdaj bo ta razstava v Zdravniški zbornici Slovenije odprta? Obljubljeno je do 15. februarja. Je pa to v bistvu odprtega tipa, ja. Odprtega tipa in tudi hkrati tudi prodajna, ne? Tudi prodajna, v recepciji imajo cenik, vse, tudi vizitke so, se me da poklicati, lahko pridem sem, pa se zmenimo. Za nakup, ne? Za nakup, za želje, malo se tudi svetuje, ker kakšni pač si v stanovanje dajo, pol skupaj skombiniramo kakšno obliko. Aha, če sem vas prav razumel,
se lahko tudi dogovorijo z vami, da je nekako malo po naročilu, ne? Bi se tudi dal po naročilu. Oziroma prilagojeno. Prilagojeno, ne, ponavadi moram mi povejo, kakšno steno imajo, kakšno pohištvo imajo, da se barvno uskladi, ker slik je veliko na razpolago in se jim tudi malo svetuje, kaj bi jim odgovarjali v pač ta prostor, kamor hočejo dati sliko. Ja, želim vam še veliko uspeha na tem umetniškem področju in čim več razstav, pa da bi se jih tudi videlo v drugih stanovanjih. Ja, nekaj jih že se vidi, tudi lučke so te za dnevne sobe, tako da tudi... No, to je pa vaša značilnost, te lučke. Ja. Ne? Vi ste imeli tudi eno razstavo v ene izmed trgovin Rogaške Slatine, ne? Oziroma steklarne Rogaške Slatine, ne? Ja, tako. In to so te lučke, ki so tukaj za vami, ne? Ne, tistih ni več. Tistih ni več? Ne. Je vse prodano? Ja, pa nekaj tudi podarjeno, tako. Aha. Imam veliko prijateljev in imajo rojstne dneve in tako in človek so da kakšen daril, ne? Je seveda, delate jih pa še, ne? Ja, seveda. Ok, hvala za ta pogovor. Hvala vam.